ne bi bilo mogla biti bolj neekološka in bo iz minute v minuto boste videli, neekološka. Zdaj, s tole maskoto se jaz nekje žongliram že nekaj let z različnimi pogledi. Danes sem se pa osredotočila, oziroma sem želela predstaviti en pogled v zgodovino, eno fresko na to, kako lahko neko delo, ki je sicer opereta, postane v bistvu na nek način po stilu gledališka predstava, vse na nek tak način in vzpostavi celo satiro, politično satiro na odrske deske v času, ko smo imeli ni cenzuro, ko publika ni dobro sprejemala novosti. Režiser predstave je bil seveda Bratko Kreft. In zanimivo je, da je šlo, da je pač ustvaril komedijo iz enega čisto popolnega libreta, napisanega v 19. stoletju, ampak opisuje stvar iz 16. stoletja, ki je rušila meje med klasičnim gledališčem in pa novimi avantgardnimi smermi. In govorili bomo o dveh predstavah. O Kreftovi uprizoritvi Maskot na odru ljubljanske opere, ta se je zgodila premierno 9. novembra 1930, in na prostem, na travniku pod gradom Turn v ljubljanskem Tivoliju 2 leti kasneje, 8. septembra 1932, delal je isti avtor, malce je priredil, o tem bomo pač danes govorili, in ogledali si bomo z 3 zornih kotov. Kot operetno besedilo, komedijo, ki ga je Kreft spremenil v musical s poudarjeno gledališkimi gegi, kot opereto, kot politično karikirano igro, odobreno strani kritikov in širše javnosti, in opereto, oziroma komedijo, kot veliki spektakel na prostem. Zgodba se začne tako malo hektično. V bistvu nekega dne, po dolgem iskanju zaposlitve, Kreft je v resnici v tej fazi še prekarc. Išče zaposlitev, celo v bistvu ga nekaj preganja sodišče in edini, ki mu takrat ponudi roko, je v bistvu Mirko Polič. V bistvu ga povabi v opero, zato ker ga v drami ne marajo. Nekim motom Župančič sicer dela temelje, postavlja podlago, da bi režiral potem slavni dogodek v mestu Gogi, pa kaj že še eno stvar. Jaz seveda Šilerjeve razbojnike, ki so bili takrat, ampak potem se nekako ravno zaradi tega, ker niso čisto pripričani, kaj bo pravzaprav iz tega nastalo, se mu odrečejo, Polič ga pa sprejme z odprtimi rokami v bistvu. In to se zgodi na tale način. Nekako Kreft opisuje, vse to verjetno poznate iz zgodovine, ampak zato, da dobimo tisto ven, kar sem želela, pač treba včas potiti malo nazaj. Dejansko pove zgrožen, Kreft sam, ravnatelj je imel na mizi samo dobesedno šepetalsko knjigo te Maskote. Maskot je, da povem, opereta od rana, rekla sem iz 19. stoletja, libreto, in željo, da, oziroma Kreft je rekel, jaz ti dam popolnoma svobodne roke, naredi iz tega sodobno komedijo dell'arte. Opereta, ne vem, poznate, pač malo je drug medij, ampak gre za popolnoma, če mene vprašate, totalno romantično komedijo, kjer je pač bistvena tam Maskota, to je ena deklica, o kateri se začne govoriti in ima to čarobno moč, da vsakemu, ki z njo živi, ki z njo dela in je nekje zaljubljen vanjo, prinaša srečo. Čisto preprosta zgodba je, ampak se ne sme poročiti. Če se poroči, potem pač zgubi to svojo moč. In to dobi Kreft v roke, prosim lepo, nek čisto za prvo svojo predstavo. No, in pač bomo videli zdaj, kaj v bistvu v resnici iz tega nastane. Ni vrag, pravi Kreft, da ne bi nekaj stuhtal, in Kreft prvič ustvarja v operi res stuhta. Tekst ga preseneti, ampak s pomočniki, in takrat je bila neka mlada ekipa okoli Poliča, dejansko uspejo zmodernizirati zadevo. Se pravi,
Bratko Kreft pač sanja o baletu, ki mora biti pač oblečen, tako kot piše, nekaj sanja o čeladah, pravi, začel sem razmišljati o plinskih maskah, ampak nisem rekel, ampak je poskočil v Uljaniščev. In tam je všeč, zato ker Uljaniščev nikoli ni govoril slovensko, ker je bil Ukrajinc. Imel je tudi srečo Kreft, ker je Vasilij Uljaniščev nekaj časa prej, preden je prišel v Slovenijo, leta 1930, ampak prej iz Majakovskim delom. Tako da je bil avantgardno podkovan scenograf, eden bolj šoljen. In prav, dajmo jim še gas maske. V glavnem, in potem se oglasi seveda še dirigent Niko Šktritov in pravi, jaz bi pa v Bohoričici videl pač napis žalost in osmola, ampak seveda se jim stvar ponesreči, oziroma včasih so dnevi, ko gre tudi kaj narobe, in dolgo časa potem gledališka slikarna, pa če zapiše na tisto znano kolo, ki ga bomo pa videli tole, in potem seveda to popravijo tih primerov. V glavnem, sama komedija je ves čas, ko se je dogajala, oziroma opereta postajala, je sama ta njihova kreacija je delala komedijo iz komedije. To v bistvu sem hotela tukaj podariti. In še ena stvar je bila, Kreft si zamisli, da bodo v tej opereti, komediji, musiclu, kako mu že rečemo, nastopile tudi akrobatke. In te akrobatke seveda bodo plezale po lestvi, ki bo obešena, in pa po dveh vrveh. In seveda s punce malo čudno gledala, to Kreft sam piše. In potem seveda naredi režiser tisto, kar nepričakovano pač obezi se na lesto, in seveda to tudi komentira. In takrat je vse v redu in vsi začnejo delati tako, kot je treba, in predstavi ostane scenski element, ki bi ga danes vsaka varnost pri delu prepovedala. Tako je izgledala eno od teh dejanj, mislim, da drugo, to je eno končnih dejanj. Ampak seveda to še ni vse, vrv lestev, da bi poudaril iskanje te sreče, je postavil na oder to kolo. In to kolo se je vrtelo, katero je šlo bolj proti sreči na tisto srečo in potem na tisto žalost v Bohoričici, takrat je že bila Bohoričica. In pa seveda je poudaril hitrost te operete, ker je zanimala hitrost, je naredil s tem, da so hitreje hodili na oder, in pa da je Gege iz filmov pobral. In pa vpeljal je nekaj, po čemer jaz slutim, s čimer je seveda imel, to je bila taktika, da je zakril tisto politično satiro, ki jo bomo potem kasneje videli. Se pravi, na oder je v enega izmed likov spravil Charlieja Chaplina. Pač kot sočasnega lika, ki je bil zelo znan, popularen, pa nas tega recimo likovne umetnosti podabljala sočasno in Černigoj in pa Himko Nučić se je vedno razslikal kot Chaplin, še celo rekel je, da je ekscentrik clown naše slovenske likovne umetnosti. Potem je določene gege vzel iz tega, to so skupaj s tem pa voljo, Peta in pa Tačona, to sta bila dva danska komedijanta, filmi so bili, take gege je uporabljal v maskoti in pa seveda prvič pri nas uvedel nekaj, kar je bilo tukaj malo sporno za publiko, testiranje publike, veš čas, gole nogice, ki so pristale po odru kankan, oziroma tiste girls, kot so jim takrat rekli, kar je tudi v sočasnih filmih takrat bilo, to je eden od takih plakatov. In iz tega naredil v resnici musical in pa medij za prikrito politično satiro, ki se je nadaljevala naprej. Krefta je seveda marsikaj v sočasni politiki fasciniralo, zanimalo, to veste, tudi zato so ga pač spravili na oder opere. In zato se mu je opereta očitno, to je moja trditev, zdela dovolj dober medij, kamor se da skrit politično satiro, skozi gege, skozi take like, ki ste jih videli. In skozi vse tole mu je uspešno uspelo skrit celo Mussolinija. Leta 1930 imamo mi karikaturo Mussolinija v glavni vlogi tega Lorenca, ki ukrade maskoto, seveda tako malo po makiaveljevski si želi veliko sreče in denarja in ne vem česa in seveda vmes odpelje in ukrade. Namreč Mussolini leta 1930
je bila to v bistvu tudi hkrati aktualna razstava. Malo sem gledala, kaj se je dogajalo mesece pred tem. Je v bistvu imel ravno v tem času najhujše fašistične govore in cela Evropa mislila, da bo Italija pohrustala. V glavnem, totalna štala je bila, celi napisi so bili, da je Mussolini naslednik velikega Viljama II. Nemškega, zadnjega rimsko-nemškega cesarja, se veste. V glavnem, in Kreft to postavi aktualno noder. Potem sem šla po likovno umetnost, ker sem pač umetnostni zgodovinar, pogledati, kaj pravzaprav se je dogajalo po likovni umetnosti, in sem prišla do ene kot dobre ugotovitve. V likovni umetnosti tole imate Toneta Kralja, tole pa spet Hinko Smrekar, sta v bistvu dva avtorja karikirala Mussolinija v tem času. Tone Kralj na oni strani Rapalske meje, na Krasu, in sicer pred 1930 v cerkvah v Avbru na Krasi in pa v Mengorah, to je to, in pa potem kasneje v 30. leta tudi v Svetih Višarjah. Namreč v temle obrazu tega otročička tukaj in pa tukaj gori v Ponciju Pilatu je primerjavo delal tudi Egon Pelikan, pa drugi, pač z Mussolinijem, in absolutno je Tone Kralj moral tako kot Kreft to z mimikrijo narediti, preko nekih stenskih poslikav, medcerkveno slikarstvo je že leta dovolj zgodaj, seveda nima šlo prej na živce, postavljal Mussolinija. Drugo je bil pa seveda tudi sam Smrekar, ki ga je pa postavil, zanimivo, en tak sklop teh svetovnih, kaj bom rekel, političnih uspešnic z imenom imperatorja Antonija, ki ga je sestavil iz zgodovinskih osebnosti in uvrstil Mussolinija in napisal, Smrekar je vedno kaj napisal, masku je iznajmil od Nerona, rokavice od Viljama II., čizme od Mussolinija, žezlo od Aleksandra Borđe, pamet od Velje Vukičeviča, a srce, če mu konačno ipak pasti v turn. In to je bil, recimo, taka freska iz likovne umetnosti zato, da pojasni svojo teorijo, da je bil v resnici Kreft pa tisti prvi, ki je karikiral Mussolinija na odru ljubljanske drame in nihče ni šel v luft. Nihče ga ni zaprl, nihče ni naredil nič in predstava je dejansko postala uspešnica, s tem, da je seveda potem na isti oder še druge igralce. Tukaj v tej predstavi so bolj kot scenografija, seveda bili pomembni prav kostumi, spravil v te obleke vojakov in dal tudi plinske maske, tudi dekletom. In v glavnem cela ta stvar se je zaključila s tem, da se pač ta glavna protagonista poročita in to sem namerno pustila s to parolo. Pride pač na oder, pride predstavnik Društva narodov, in reče ljubite, in to pa je njegovo, Kreftov dodatek, in množite se med seboj. Stvar, ki je še danes v bistvu tabuizirana, če bi kdo zelo vstal pa to rekel, bi ga vsi čuden gledali, takrat je bilo pa to, bi moral biti šok za množice, pa ni bil. Tu hočem poudariti zato, končali se je seveda prekarno, mislim, nadelali nobene pogodbe, pa tudi drže, pa in tako naprej, ne vem, če najbrž ga je. Ampak ta satira, ki je bila uspešnica leta 1930, sprav, kritika je ploskala, publika je bila navdušena, je postala še nekaj drugega, kar se je izgubilo v tej zgodovini. Jaz sem preverila, da kar nekaj ljudi sploh ni vedelo, da so bile predstave v Tivoliju na prostom, ne tam, ki imamo danes tu gledališče Plečnikov, ampak tale je bila pod gradom, v glavnem v Tivoliju. In ko se je ta zadeva dogajala, so jo napovedovali že mesece, tudi prestavili zaradi slabega vremena in Kreft, to je 2 leti kasneje, jo je priredil za večji prostor, za prostor zunaj, no in ko je pa to naredil, je pa v prizoru bitka. In sicer je, kot piše, v glavnem je nastopilo več vojakov, nastopilo je 150 vojakov, nastopili so kolesarji, nastopili so orožniki. To je bil največji spektakel, ki smo ga imeli na prostem po letu 1913
In tole sem hotela prebrati, ekologija, puške so pokale, strojnice so regljale, topovi so grmeli, citiram po kritiki, vojaki in kolesarji so divjali in streljali kot na fronti. In kritika in publika sta ugotavljali, da gre za prvovrsten spektakel in gledališče pod milim nebom je bilo polno gledalcev. Govekar je pisal, da se je opereta spremenila v senzačen, zvočen film, ker je bilo takrat moderno, ker je v Ljubljani ravno v tistem času prišel v kinematografe. Ampak ni se spremenila le opereta, spremenil se je tudi način komedije leta 1930, po katerem sta publika in kritika sprejemali novotarije v predstavah. Hkrati je opereta postala odskočna deska in medij režiserjem za uvajanje novotarij, ki so v drugih oblikah gledaliških uprizoritev še vedno naletela vsaj na cenzuro, če ne tudi na negativen odziv publike in kritike. Končamo lahko, da je Poličeva ekipa s Kreftom in pa kasneje tudi z ostalimi ustvarjalci, tudi z Delavkom na čelu, upeljala določene novosti prav preko operete, naprimer, kasneje s Tremi mušketirji in pa Robinzonado, prek opernega odra pa se je predstavil tudi Delak z Hlapcem Jernejem, tukaj je bil tekst. In pa, da so novosti postale spremljive tudi v ostalih naših gledališčih. In ugotovili so, da čeprav se ne strinjamo vsi s Kreftovimi novotarijami, ne smemo nikdar pozabiti, kako uspešno je debatiral z maskoto in bla, bla, bla. In to se pri gledališki blagajni pozna. In jaz končujem, in gledališka blagajna je bila med obema vojnama zelo pomemben faktor. Tako, in se zahvaljujem.